Spoštovane svetnice, svetniki, predstavniki medijev, poročevalci, lepo pozdravljeni na začetku 21. redne seje občinskega sveta. Uvodoma moramo opravičiti gospoda Štromajerja, ki je že dlje časa odsoten. V zadnjem trenutku se je opravičil Darko Ratajc, ker je zbolel. Mislim pa, da če je informacija točna, pa se nam gospa Vozlič malo kasneje pridruži. Poglejte, tudi jaz se še nisem navadil te glasovalne naprave. Še enkrat pač povem, da tisti pri kartončku je daljinček, enka je za, se obarva zeleno, proti se obarva rdeče, tako da bomo tudi pri potrjevanju zapisnika verjetno malo povadili, kako ta zadeva deluje. Uredili smo tudi prenos na platno, tako da bomo vsi videli. Sprašujem glede zapisnika 20. seje, ki je bila 24. novembra na Trebniku, ali so potrebne spremembe, dopolnitve. Ugotavljam, da glede zapisnika ni pripomb in odpremo glasovanje za potrditev zapisnika, se pravi 1 za, 2 proti. Evo, zdaj pa jaz sem ga pogledal, pa je že stisnil. Prav, rezultat je 20 za, 0 proti, vidite vse, soglasno potrjen zapisnik. Smo pri glasovanju o predlogu dnevnega reda, ki ste ga dobili skupaj z vabilom na to sejo. Moram povedati, da je tokrat 6 točk plus tista 7. vprašanja in pobude. Pri drugi točki, to je predlog odloka o proračunu občine Slovenske Konjice za leto 2017, drugo obravnavo, pa imamo vložen amandma, to ga bomo seveda pri tej točki obrazložili. Sprašujem, če je potrebna kakšna dopolnitev dnevnega reda, kot je bilo drugače, kot je bilo zdaj napovedano. Gospod Lenšek. Dobili smo predlog občinskega proračuna, ki bi naj bil po prvem branju, pa dejansko nismo dobili zadnje cele verzije proračuna. To se pravi, da smatram, da je za občinske svetnike izredno težko glasovati o občinskem proračunu kot celoti, bi rekel v zadnji dokončni verziji, če seveda takšne verzije nimamo niti v elektronski obliki, niti v pisni obliki pri sebi. To se pravi, glasujemo zdaj o nekem osnutku na začetku, pa potem o nekih spremembah po prvem branju. Na koncu pa nimamo zdaj pred sabo nekega končnega izdelka, čisto pisa, ki bi bil na koncu lahko potem tudi kontrola za nadaljne delo v naslednjem letu. Poglejte, čisto tehnično je vsa leta smo delali na enak način, da se je osnutek proračuna se je v celoti razdelil, potem smo se pa vedno pogovarjali samo o spremembah in se na koncu naredil čistopis. Tudi tisti, ki so istočasno, svetniki, občinski svetniki pa predsedniki krajevne skupnosti, ne dobijo dvakrat istega materiala, ker malo šparamo. Jaz tu zdaj ne vidim razloga, da bi spreminjali do sedaj ustaljene navade, kajti če bi danes imeli izdelek, lahko z amandmajem ga spremenimo, pa zopet vržemo stran eno verzijo, pa spet novo pišemo. Lahko bi bilo v elektronski obliki dobro, se to je bilo bolj kot vprašanje oziroma predlog. Kako? Bomo razmislili okrog tega elektronska verzija, ajde, v redu, lahko. Ampak za koliko se pa spreminja, se to zloži skup in se naredi čistopis, zopet ga vsi vidijo. Glejte, govorimo o tem, da bomo imeli 3-4 variante popravke vsega, ki je manj pregledno, kot pa da imaš na eni ali pa 2 straneh spremembe, o čem se pogovarjamo.
dejansko smo svetniki pred tem, da glasujemo v končni verziji, pa te končne verzije nijo. Jaz delam v poklicu v reviziji, kjer dejansko vedno dajemo mnenje na končne verzije letnih poročil. To se pravi, nam morajo firme potrditi, da je to končna verzija in potem dajemo mnenje, tako tukaj pač glasujemo na končno verzijo, ne na neke delne prilagoditve in podobno. Ne. Ne bom več komentiral. Do drugič lahko razmislimo okrog tega. Pa vam povem, da je veliko bolj pregledno, da imaš popravke, veš, o čem se pogovarjaš, ko pa cel špeh še enkrat gledati. Marsikdo se pa zgubi noter. Gospa Klamfer? Ja, se to ne nazadnje ureja tudi poslovnik, ne, v svojem 22. členu in pa 77. členu, kjer pravi, da ko dobimo končno gradivo v glasovanje, morajo biti dopolnjeni in čistopisi. Mi si seveda delo lahko olajšamo, da je v končni in čistopisni verziji so označeni popravki, spremembe, to se klopi z enostavno funkcijo sledi spremembam. Kadar pa mi govorimo, ker namreč ravno dejansko, ko smo danes popoldne pregledovali proračun, smo ugotovili, kako težko je pravzaprav slediti, kaj je prvotna verzija in kaj ni, in potem sestavljati vse te izvlečke v neko končno verzijo. Tako da je zadnja, ker tudi ne nazadnje vse odloke, ki jih dobivamo, vedno moramo dobiti, kadar je zadnjo končno branje, čistopis in končni izdelek. Se bomo o tem pogovorili, jaz sam govorim pravno logiko, pa praktičnost, pa racionalnost. Sprašujem, če je glede dnevnega reda kakšno sprememba potrebna, predlog po spremembi dnevnega reda. Ugotavljam, da ni. Pridemo na glasovanje, kdo je za potrditev dnevnega reda v predlagani obliki. Ok, zdaj pa je. Vsi za, nihče proti, 21 za, nihče proti. Smo pri prvi točki, to je predlog odloka o financiranju krajevnih skupnosti v občini Slovenske Konjice. Gre za drugo obravnavo. Za uvodno predstavitev kratko bom prosil gospoda Branka Soviča. Hvala za besedo. Dober večer vsem skupaj. Pred vami je predlog odloka o financiranju krajevnih skupnosti v drugem branju. Vsebina samega odloka, kriteriji so bili predstavljeni za prvo branje, za drugo branje pa bi poudaril samo to, da so bili upoštevani predlogi in pa pripombe statutarno-pravne komisije, kjer so se opredelili glede virov financiranja krajevnih skupnosti, finančnih načrtov ter določitvijo nadzora nad finančnim poslovanjem krajevnih skupnosti. Te stvari so tudi sedaj v tem odloku tudi zabeležene oziroma navedene. Hvala lepa. Prosil bi predsednico statutarno-pravne komisije, gospod Ksenija Klamfer, da poda mnenje komisije. Statutarno-pravna komisija potrjuje in predlaga občinskemu svetu sprejem odloka o financiranju krajevnih skupnosti v občini Slovenske Konjice. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razprave, zato predlagam, da glasujemo. 1 za, 2 proti. Smo glasovali? Ok. Glasovanje je mimo. Še? Ok. 20 za, nihče proti. Se pravi, ugotavljam, da je odlok o financiranju krajevnih skupnosti tudi v drugem branju potrjen. Hvala lepa poročevalcu. Mi pa prehajamo na drugo točko, to je predlog odloka o proračunu občine Slovenske Konjice za leto 2017. Gre za drugo obravnavo in za uvodno predstavitev bom prosil vodjo javnih financ, gospod Natašo Fabijan. Hvala za besedo. Dober večer vsem skupaj.
Pred nami so spremembe proračuna glede na prvo obravnavo in glede na prvo obravnavo se razlika med prihodki in odhodki povečuje za 46.276 evrov iz naslednjih razlogov. Za ureditev parka pri dvorcu Trebnik predvidevamo, da bomo prejeli donacijo in iz istega razloga se poleg prihodkov povečuje tudi postavka Trebnik na odhodkovni strani. Vrednost odhodkov na isti postavki se povečuje delno tudi zaradi priprave prostorov za nove najemnike, ki pa prinaša tudi povečanje prihodkov od najemnin za poslovne prostore. Povečujejo se tudi prihodki iz naslova sofinanciranja in sicer zato, ker smo iz ekosklada prejeli odločbi za nepovratna sredstva za vrtec Prevrat in Loče in smo zato povečali prihodke na 819.056 evrov. Poleg tega pa pričakujemo tudi nepovratna sredstva za električne polnilnice v višini 6.000 evrov in iz istega razloga smo tudi formirali novo postavko za nabavo 2 električnih polnilnic. Na novo je tudi formirana postavka za krožišče pri Olipiju, saj bosta občina Konjice in Zreče skupaj prispevali za končni izgled krožišča. Samo investicijo pa tu izvaja Direkcija za ceste. Na osnovi konkretnejših izhodišč in uskladitve deleža sofinanciranja zneska z občinami partnericami pa smo povečali tudi sredstva na proračunski postavki turistična destinacija Rogla-Pohorje. Največ sprememb v tej drugi obravnavi na strani odhodkov pa je povezanih z načrtovanimi investicijami krajevnih skupnosti, kar pomeni prenos med proračunskimi postavkami in prenos neporabljenih sredstev v letu 2016. Zaradi neporabljenih sredstev v letošnjem letu se povečujejo tudi predvidena sredstva na računih preteklega leta. Skupaj ta sprememba odhodkov za investicije krajevnih skupnosti znaša 46.812 evrov. Tako skupaj znašajo prihodki in zadolževanje 14.470.684 evrov, odhodki in odplačilo dolga pa 14.655.912 evrov. Razlika 185.228 pa se pokriva sredstvi na računih preteklega leta. Hvala. Hvala lepa. Tudi tu so nekateri odbori opravili obravnavo pred drugim branjem proračuna. Odbor za gospodarstvo, turizem in podjetništvo, gospod Stanko Kolar, prosil bi za mnenje odbora. Odbor se glede na prvo branje in z spremembami, ki so bile uvedene v predlog proračuna za drugo branje, strinja z predlaganim proračunom na delo, ki je pač se tiče odbora. Hvala lepa. Še odbor za finance in premoženje, Stane Frim. Hvala. Tudi odbor za finance in premoženje je obravnaval predvsem spremembe v drugem branju in dobil pojasnila in na tej osnovi predlaga občinskemu svetu, da v drugi obravnavi sprejme odlok o proračunu za leto 2017. Hvala lepa. Še statutarno pravna komisija, gospa Ksenija Klamfer. Tudi statutarna upravna komisija potrjuje in predlaga občinskemu svetu sprejem odloka proračuna občine Slovenske Konjice za leto 2017 v drugi obravnavi. Hvala lepa. Kot sem dejal uvodoma, je vložen amandma k predlaganemu proračunu in bom prosil predlagatelja, da bo dal dodatno mnenje. Itak je pa bil, koliko sem seznanjen, predložen vsem članom občinskega sveta. In predstavitev pa bi prosil dodatno. Hvala za besedo. Kot rečeno, smo pripravili amandma, s kateri predlagamo znižanje postavke na strani odhodkov in sicer investicijsko vzdrževanje športnih objektov v višini 150.000 evrov ter na drugi strani povečanje postavke odhodke v zvezi z modernizacijo in preplastitvami cest krajevne skupnosti v istem znesku, seveda v okviru ključa določitve investicijskih sredstev za krajevne skupnosti. Zdaj samega amandmaja vam jaz posebej ne bi prebrala, ker vam je bil tako vročen, bi pa v obrazložitev rada navedla še dodatna dejstva. Zdaj, sam projekt sanacije pomožnega nogometnega igrišča Dobrava seveda svetnikom kot tak podrobno ni bil nikoli predstavljen.
S tem mislim bolj v smislu predračuna, idejnega projekta in tako dalje. Torej, kako je bila ocenjena sama investicija ter v kakšnem končnem znesku, še vedno lahko samo ugibamo. Zdaj, z pisanja župana v dopisu z dne 21.12. je bilo moč razbrati, da občina namerava za omenjeni projekt nameniti 357 tisoč evrov o pomoči fundacije za šport v višini 72 tisoč evrov. Če to skupaj seštejemo, je investicija skupaj znaša 429 tisoč evrov. Res je, da smo v lokalnem časopisu v začetku leta lahko brali, da je poslanec obljubljal tudi pomoč nogometne zveze v višini 200 tisoč evrov. Zdaj nekaj moramo vedeti, da seveda nogometna zveza lahko deli sredstva v skladu z zakonom o javnem naročanju, kar pomeni, da seveda objavi razpis, na katerega se lahko prijavijo vsa društva, kar pomeni, da v tem trenutku na ta sredstva seveda ne moremo računati. Zdaj, če to upoštevamo ta znesek 357 tisoč in pa 72 tisoč od fundacije za šport, lahko ugotovimo, da bo to investicijo občina pokrila v skupnem znesku 83% vseh zahtevanih sredstev. Glede na razvojne prioritete občine in pa potem na drugi strani finančno stanje krajevnih skupnosti, smo v naši svetniški skupini mnenja, da so prioritete prav gotovo drugačne, da so se v preteklosti oziroma v preteklih letih prav gotovo krajevne skupnosti soočale z velikim pomanjkanjem sredstev. Če bi ta znesek 150 tisoč evrov nakazali oziroma prerasporedili na postavko za financiranje krajevnih skupnosti, bi to postavko dvignili kar za 30%, tako da se dobimo malo občutek, za kakšno višino sredstva to pravzaprav gre. Zato bi seveda s tem amandmajem želeli popraviti nekako smiselnost razdelitve proračunskega denarja, v skladu seveda s prioritetami in pa potrebami v sami občini in ne nazadnje tudi pravilnost, namreč tako netransparentnega projekta ne moremo in ne želimo niti podpreti. Hvala. Tudi je bilo že omenjeno in tudi vsi ste dobili po elektronski pošti in v papirnati obliki dodatno pojasnilo glede na vložen amandma, pa naj mi bo dovoljeno, da jaz tudi podam nekaj dejstev. Najprej bom rekel tako, da se soočamo z dokaj čudno situacijo, ko je predlagani proračun na vseh odborih soglasno sprejet, potem pa se zopet ukvarjamo z amandmaji in s tem nekako se poslužujemo tistih za nekatere zelo popularnih metod, ki pa so sicer legalne, zakaj ne. Drugo dejstvo, da je v tem amandmaju napisano nekaj stvari, ki same sebe izključujejo. Podpira se v predlagani višini 357 tisoč, tako kot je na 3 leta razdeljen projekt ureditve. Potem pa se govori o nekaj predpostavkah, ki bulah, čebulah, če bi bilo. Nihče ni predlagal, da bi občina iz proračuna morala zagotoviti 530 ali pa 600, ne vem koliko tisoč evrov, ampak se pogovarjamo o 357 tisoč evrih, ki jih namenjamo za to, da se, videli ste, pred 33 leti je bilo kupljeno to zemljišče in tam se je uredilo pomožno igrišče, takšno, kot se je pač v tistih časih urejalo. Izven standardnih dimenzij v letošnjem letu je bilo po nekaj letnih pogajanjih pridobljeno zemljišče, da lahko razširimo na ustrezne standarde ta pomožno igrišče. In predvideno je tudi, da enkrat dokončno uredimo odvodnjavanje, da ne bo tam pri vsakem malo večjem dežju, da ne bojo imeli vaterpolo igrišče, ampak da bo nogometno igrišče. Potrebno je dokončno urediti Koprivnico, ki je tam kar precej meandrirala in zajedala se v ta prostor. In pa tudi bistveno, lastnik je dal pogoj, da se enkrat dokončno uredijo 8-metrska ograja z lovilnimi mrežami, kajti okrog je na 2 straneh sadovnjak. In vemo, kaj pomeni tam druga polovica avgusta, če žoga preleti v zoreče jablane oziroma jabolka. Tako da k temu je potrebno še dodati, da bi radi zagotovili razsvetljavo, da se podaljša tisti čas sploh v
dneh, ko je dnevna svetloba, jo je malo in je v bistvu to. Hkrati pa smo ves čas računali, da bomo za letos odobljena sredstva lahko prenesli in od včeraj naprej imamo po mailu informacije, da bomo v roku enega tedna dobili v podpis aneks, s katerim se teh 44 tisoč evrov, ki bi jih morali letos izkoristiti, prenese v koriščenje v leto 2017, seveda pa moramo to počrpati do zadnjega maja naslednje leto. Ponovno podaljševanje roka črpanja teh sredstev pa seveda ni možno. Govorim skupaj o 72 tisoč evrih, ki bomo počrpali v letu 17 in zdaj, ko se enkrat lotiš zadeve, zdaj odstopati, pa seveda je malo, bi rekel temu, neresno. Seveda, vlagali bi v ceste vsi zelo radi in to je najbolj tista odmevna stvar, mi smo pa zato, da bomo ceste porihtali. Jaz sem že večkrat dejal, da rabimo 3,5 do 4 milijone evrov, če hočemo ceste v takšnem stanju, kot so lokalke in javne poti, če jih hočemo spraviti v normalno situacijo. Verjamem, da enkrat bomo, lahko bi se odločili, pa ne bi šli graditi vrtcev. Pa smo vsi upili, kakve vrtce potrebujemo. Pa bi ta sredstva namenili za ceste, pa bi imeli vsi ceste. Vse naenkrat pa ne gre. Da ne bom predolg, jaz sem tu zaključil to dodatno obrazložitev in opozarjam na resnost okrog koriščenja že odobrenih sredstev in pa dejstvo, da se pogovarjamo o tistem znesku, za katerega smo vsi bili na vseh odborih, se vsi strinjali in tudi v obrazložitvi tega amandmaja piše, da je ta znesek sprejemljiv. Vse ostalo so pa ugibanja in na ugibanjih se pa ne moramo pogovarjati. Lahko bi rekli, bomo dali milijon, pa nihče tega ni potrdil. Če bi prišlo do kakršnekoli spremembe, seveda mora ta občinski svet o tem odločati, ne jaz. Tako da bom seveda predlagal, da občinskemu svetu da ta amandma zavrne. Zdaj pa odpiram razpravo. Tomaž Lenšek. Ja, hvala lepa za besedo. Jaz bi tukaj upozoril, glede na to, da gospod župan navaja, da je dejansko predlog amandmaja sam sabo v protislovju, bi upozoril na eno dikcijo oziroma navedbe, ki so še zdaj očitno v veljavnem osnutku proračuna za leto 2017 jasno in eksplicitno napisane. In sicer na strani 126 v tekstu. Tako, je med pojasnili glede investicije v pomožno nogometno igrišče navedeno naslednje. Obstoječe pomožno nogometno igrišče ne omogoča vadbe čez celo leto, saj je travnata površina v deževnih dneh in čez zimske mesece zaradi razmočenega terena neprimerna za vadbo. Obstoječi teren je zaradi velikega števila članov, ki so vključeni v vadbo, prekomerno obremenjen. Cilj projekta, kar je pa zelo pomembno, je zamenjava obstoječe travnate površine z umetno travo, kar bo omogočilo izvedbo tekem in zadostno število ur vadbe vsem igralcem nogometa. To se pravi, zdaj na koncu imamo v proračunu napisan cilj, ki pa zdaj kar naenkrat ni več pomemben, to se pravi, ta umetna trava ni več glavni cilj, ki ga zasledujemo, ampak je zdaj to neki vmesni projekt oziroma zasilni projekt, a ne? In glede na to, da imamo takšen cilj v veljavnem predlogu zapisan, ni pa za njega vzpostavljene finančne konstrukcije, me zanima, kako je možno, da takšno besedilo dejansko tudi v osnutku proračuna ostane. Cilj še vedno ostaja in če bomo ta sredstva na nogometne zvezi dobili, bomo imeli rebalans in bo cilj dosežen. Zdaj pa bistveno spreminjamo obstoječe stanje, ker govorimo o nasutju, o drenažah, ki jih danes nimamo. In tudi zaradi tega tam voda zastaja. Ampak zdaj se mi pogovarjamo in velikrat sem slišal, bi rekel, zagovore, da če pa umetne trave ne bo, pa v bistvu bo naravna trava oziroma druga zasilna rešitev, ker ravno tako v bistvu zadovoljujoča. Se ne bom več razpravljal. Zato, ker se delamo norce. Še želi kdo razpravljati? Gospod Ofentavšek. Hvala lepa za besedo. Glejte,
Ne moramo reči, da ne pravilno razmišlja. Ampak, če to zadevo vzamete bolj detajle pod lupo, pa če bi zdaj tej trave ne bi bilo, ker jo ne bo, ko pol ne bomo imeli pomožnega igrišča. Ko bomo mi zdaj ta zadevo tu v občini Konice ukinili. To so variante. In to pa moram povedati, da vse skozi je bilo rečeno, da če bo ta umetna trava, mora priti dokument. Ker tega dokumenta ni, je vprašanje, če ta trava bo prišla ali pa ne bo. Lahko pa da bo, gledajte, čisto nič ni rečeno. Čem pa s tem nekaj drugega povedati. Vsi moramo stremeti za tem, da največjo maso, kaj se da otrok, spravimo na igrišče. Bolje, da so tam, kot pa da se kaj drugega dogaja. Krajevne skupnosti, ko vi predlagate, bi strašno rade te denar vzeli, ker nam je potreben. Krajevnim skupnostim je ta denar potreben. Vendar moram nekaj povedati. Skoraj čisto vseh krajevnih skupnosti so ti fantje oziroma otroci na tem igrišču. Vsi en del tega odstopamo, da se to zavedno reši. Moralo bi že to biti zdavnaj rešeno. Pa ni. Zdaj blato gor ali dol, govori se o blatu, gledajte, trava je trava, ko se je igral, gledajte, kaj pa druga igrišča, ko je tudi, če pade dež, je pač malo blata, pa se pač to posuši, pa je spet to v redu. Glede na to, če zdaj tudi tega zornega kota gledamo, enostavno nimamo zdaj izbire, ker enostavno na odborih dejansko smo se odločili, imeli smo proračun, smo potrdili in danes reči, da v to ne gremo, nima smisla. Smisel je ta, da to dokončamo, ker smo začeli delati. Jaz sem šel to pogledati, dejansko se dela in da se do tega pride. Je pa res, da ni samo to pomožno igrišče, tam je še več stvari odprtih, vete, tam so garderobe in cetera naprej, ampak potem se tu noter ne pogovarja se o teh sredstvih. Bi pa hudičevo narodno. Če bi se zgodilo to, sicer je pa župan omenil, da bo v take primere moral občinski svet odločati, takrat je pa druga tema, da bi ta zadeva zrasla iz teh sredstev na ne vem kako višino. To je pa druga tema. To, kar smo pa opredelili to noter in smo se odločili, je pravilno, da to sprejmemo. Mi smo imeli na svetniški skupini SDS-a tudi to zadevo, glih tak smo jo razpravljali, gledajte, ko ste jo vi, na konci pa ugotovili, da je to edina pot, da do tega čim prej pridemo. Hvala lepa. Hvala. Še gospod Korin. Ja, hvala za besedo. Jaz bi rad povedal, da mislim, da se vsi ne zastopimo. Zdaj imamo glavno igrišče, ki ima travo. Želimo si pomožno igrišče, ki bo imelo umetno travo. To pomeni, na umetni travi bomo lahko 365 dni vadili gor, brez da bomo imeli blato. Če do te umetne trave slučajno ne bo prišlo, bomo imeli še eno pomožno igrišče za travo. In jaz sem imel lani recimo priložnost prek strojnega krožka, sem na tem glavnem igrišču, na našem glavnem igrišču dosejaval travo. In oni, vzdrževalec za travo, ko rihta travo, je rekel, zdaj pa ne vem, če bo tu sploh kaj zrastlo, ker če bo premokro in treningi so vsak dan na glavnem igrišču gor. In vsak dan tancajo po tistem, tudi če je mokro, če je bilo kako vreme, oni morajo trenirati. In če bomo imeli še zdaj eno igrišče, pa tudi če bo te navadna trava, se bo lahko glavno igrišče malo vdahnalo, pa bo treningi tam, pa bo bolj tekma na glavnem igrišču. In tudi ni zdaj čisto tak, da bo to ista trava. Dve travi bojo, ampak se pravim, želja je, da bomo imeli umetno travo. Pa še drugo,
tudi pri pridobivanju sredstev, mislim, da bomo imeli v bodoče več možnosti, če bo nekaj naredil, pa imeli pripravljeno za umetno travo, pa mislim, da bomo tudi lažje na nogometni zvezi še kaj spodbudili, pa naprosili, da bo denar prišel. Hvala. Hvala lepa. Še želi kdo razpravljati? Gospod Štefanič. Oglašam se zaradi tega, ker je Peter tam čez rekel, pravi, kot da se ne razumemo. Je res. Jaz sem o tej stvari, o tem nogometnem igrišču šele zadnje čase slišal največ nocoj od gospoda župana. Prej nič. Nisem proti nogometu, nisem proti temu, da se to uredi. Sem za. Gre pa za način, kako je bilo to vodeno. Zavajajoče, pomanjkljivo. To moramo priznati. Vsaj jaz sem tako čutil, pa moram reči, da sem dosti dobro opremljen z informacijami. To je problem in če bi prej obdelali, ne govorim o odboru, sem pa prebral en zapisnik enega odbora, ker je gospod župan nekako takole govoril, tudi v tem pomožnem igrišču, če ne bo denarja za umetno travo, potem nekako na nek način vse skupaj pade v vodo. Jaz še to bom rekel, dobro, lahko da sem prezrl. Da bomo ustavili. Ja, no stvar je potem v tem, jaz sem prepričan, da tistega denarja od nogometne zveze, kaj šele od FIFA, ki ga ima več kot preveč, ne bomo dobili. In bomo verjetno prelestlej morali, če ne prej, za leto 2019 tudi o tem razmišljati tu. In bomo verjetno da enkrat rešimo to stvar. Samo za to gre, predvsem za to, za razumevanje. Namreč še to bom rekel, se opravičujem. Nismo mi iz tiste skupine, ker eni med temi strankami imajo naročeno, da morajo biti proti tudi, če imajo ti še tako prav. Pa ni res. Mi ni. Smo za, ampak gre za način. Ker če bomo tako reševali stvari tudi v prihodnje, bomo težko kdaj skupaj šli. Fajn bi pa bilo, največ stvar je v tem, je dober potencial tukaj v tem občinskem svetu, ki bi lahko z idejami, pa tudi sicer kako drugače pomagal, naprimer priti do kakšnega denarja. Še njim glede tole, pritiskati treba, ne glede na tisto, ali bo razpis ali ne, na nogometno zvezo Slovenije, da da torej denar. Nekaj pokažemo sami, pa dajmo še tam potegniti. Je pa treba, zagotovo je treba to narediti. Ali to danes ali jutri. Tako kot vrtce, kot še bo marsikaj. Samo, da pridejo potem predlogi za take stvari, je nekje manjkala ena informacija, eno konkretno odkrito poročanje. Poglejte, stvar je taka pa taka, kako bomo to reševali. Ideja je ta, ima še kdo kakšno dopolnitev. Toliko, hvala lepa. Najprej stal odgovor na tole. Prvič, jaz še vedno vztrajam, če ni dokumenta, tega ni v proračunu. To je osnovno načelo. Vsa leta, kar sem tu, če nimamo potrditve, tega ne pišemo. In ta trava ali nogometna zveza 200 000 ni ne na prihodkovni, ne na odhodkovni strani ni upoštevana. Če bi malo blefirali, bi napisali, not imamo zmenjeno, pa bi rekli, bo, če bo. Potem bi pa res pomenilo to, kar pišete notri v amandmaju, da bi 600 jurjev morali dati iz proračuna, ker bi tam izpadlo. Ampak tega nismo naredili. Drugo, pogledajte, vedno bojo verjetno vprašanja, premalo informacij, ampak rečete mi, a je kdo koga nagnal, če je kaj vprašal. In končno, občinski svet ni občinska uprava. Brez skrbi, da se odpirajo vrata marsikje, tudi v nogometni zvezi, ampak včasih ne gre tako hitro, kot si ljudje predstavljajo. Prosil je gospod Levart. Tu se moram oglasiti, ker smo o teh stvareh v prvem branju debatirali na odbor za družbene dejavnosti, ker je bilo to posebej izpostavljeno, je tudi v zapisniku zapisano in pač smo takrat to razumeli, na tej seji je bil navzoč gospod župan in smo se jasno pogovarjali o tem, kaj se bo zgodilo, če ne bo denarja iz fundacije za šport, za umetno travo. In tam je bilo jasno povedano, da takrat se pač to umetno travo ne bo šlo. Mislim, da je bil to glavni, ne vem, pa tudi drugi, tisti člani tega odbora to potrdijo, to je bil glavna tema.
nismo se pogovarjali o tem, ali da ali ne v to investicijo. Ne. To se pa nismo pogovarjali o investicijo, o kateri se pogovarjamo, ki je tudi zajeta v proračunu. Vse tako smo mi razumeli. Ne. In s tem, ko je bilo to obrazloženo v odgovoru, je to tisto, kar smo se tudi pogovarjali. V isti stvari smo se pogovarjali se zadnjič na statutarno-pravni komisiji, ki je bilo isto povedano, ne, da ni stvar debate umetna trava, ker ne vemo, ali bo ali ne bo. Pogovarjamo se tisti osnovni investiciji, ki pa je zajeta v tem proračunu. Tako smo mi takrat razumeli. Hvala. Tomaž Lanček, replika? Na kratko. Kratko repliko. Kolikor res razumem, sredstva, ki so zdaj odobrena s strani fundacije za šport, nimajo veze z umetno travo, ne? Sveda ne. Samo toliko, ne? Kolega je samo... Nogomet, narobe ste se razumeli. Še gospod Založnik? Takle iz strani, potavlja poslušnik. Kdo pravi, da ne vemo, da se bo igrišče delalo, se 2 leti manjimo, da se bo enkrat to igrišče naredilo tako vredi, ne? Ta vsak vaj še ptiček. Imate predlog zelo všečen in mi je bil zelo fajn tak pri srcu, ko sem ga prebral, ne? Ne pa najbolj resen, ne? Zdaj nekaj mojs, ne? Jaz sem tudi predsednik krajevne skupnosti in mi rabimo denar, zelo nujno, ne? Zaradi tega smo tudi predsedniki krajevne skupnosti rekli, da bomo povečali 40 na 650 enkrat in bomo to verjetno drugo leto dobili, ne? Boste tudi vi glasovali, zato ker vidim, da se za nas, ne? Vi pa tak ali tak, ne? In, poglejte, je pa zelo neresno, da mi nekaj razkopamo, pol pa rečemo ne bomo. Ko smo tak neresni, to pa jo moramo narediti. Zdravje ljudi je prvo, ko je. Bolj bo ljudje se učili, otroci se učijo športa, vsega tega, jaz nisem športnik, se vejte, ne? So pa mogoče kjer v moji familiji, ne? In to je zdravo, je vredi, ljudje so bolj zdravi, del dajla, več pride v proračun in več pride v občino, ne? Pa bomo še tisto travo z tega ven kupili, ne? Če ne bojo oni kupili. In jaz danes moram podpreti to igrišče, ne? Ker vidim v tem, če rajše bi imel denar v krajevni skupnosti. Samo cesta mi ni tako pomembna kot zdravje ljudi. In moramo to narediti, drugo leto pa cesti. Hvala. Hvala. Še želi kdo razpravljati? Zdaj, jaz bi prosil kratko repliko, ker drugače bomo debata, ne? Repliko, zdravje ljudi, Branko, ni samo na igrišču, je tudi na cesti, žal. Ja, dobro je. Še želi kdo besedo? Gospod Gunzej. Lušna debata, ne? Zdaj, brez zamera, verjetno sem edini kvalificiran športni delavec tule, ne? Načeloma jaz podpiram to, ampak na tak način, ki se zdaj recimo predstavil, ne, ni prava pot. Mi lahko imamo drugo leto vrhunskega plavalca in se bo našla skupina, ki bo rekla, lete, Konjiški stadion je bil oziroma Konjiški bazen je bil prvi olimpijski bazen v Sloveniji, dajmo zdaj ga porihtati, ne, pa bo imel doma človek pogoje. Plavanje kot tako je najbolj zdravo. 2 leti nazaj oziroma leto smo se tule ping-pong šli, ali bo bazen na Zbelovi ali ne bo, da ne bi že bile kar neke avtobusne linije. Stvari, ki jih začnemo in naredimo do konca, jaz sem spet obrnil na projekt kulturnega doma, je bil v bistvu odobljena sredstva strani države pa z občine, ne, ampak je bil projekt nared, ne. Kar se tiče zdaj zdravja širših množic, Konjiška občina tako malo da, bi rekel, za športne programe osnovnošolske mladine, da smo v bistvu čist na repo. Mogoče v eni drugi priliki kako besedo več na to temo, ne, če hočemo mi pa zdaj selekcionirano populacijo, ne, pa mora imeti klub tak močnega sponzorja, če se bomo mi zašli nek vrhunski šport, da bo zdaj Dravinja čez 2 ali 3 leti na osnovi tega z druge lige recimo igrala, ne. Prač pa jaz nisem proti temu igrišču, ampak ne na način, ki je bil zdaj predstavljen, ne. Kar se pa tiče prenosa informacij, sem že zadnjič pa županu tudi povedal, ne, sicer se je lepo pravičal glede vrca v Ločah, ampak tam današnji ni problem forwardirati nekega maila z nekimi informacijami. To sta 2 klika, pa se v te informacije zelo hitro šle nakrog. Nisem pa proti igrišču, ampak
ampak na način, kako se to dela, je pa malo tak, ne. Nisem pa tudi ne proti cestam, ne, ampak na osnovi česa, recimo, zdaj bi rekel, koliko bo zdaj to dodane vrednosti, to ni tako industrijska cona lani tule dol, ne, smo bili vsi za to, je že 3/4 zazidane, ne, tu pa na en koliko bo to nekega inkoma za občino, ne. Tu, če bi kdo rekel, da bodo na en kakve ekipe hodile sem, mi nimamo 10 prenočiščenih kapacitet v občini. Hvala. Hvala. Gospa Milena Poklič. Čisto osebno pa obveščenosti. Pojma nimam po nogometu, nikoli se nisem z njim ukvarjala. Ampak takrat, ko nas je nogometni klub povabil vse nas, da se vidimo gledati situacijo, ravno zaradi tega, ker nimam pojma, sem si gledala. Zato vem, kaj je potrebno in vem, da je tole zelo dobro in da je skrajni čas, da to naredimo. Toliko. Ok, hvala. Še želi kdo razpravljati? Gospod Satler. Načeloma, pa tako bom rekel, na zadnji seji sem tudi sam bil kritičen do tega, do načina vodenja investicije in pa predvsem me je motil, da je to vse skupaj nažaklo. Rekel bom tako, da zdaj nekoliko sem pomerjen, ko vidim, da se je ločilo tista, se pravi ta umetna trava, pa tisti 200 000 € z nogometne zveze in pa ostali projekt, ki se je začel, ampak vseeno bi jaz rekel, da pač zdaj, če je v tej fazi, je pač treba to podpreti, tudi sam ga bom podprl, ampak treba je pa za bodoče paziti. Jaz sem tudi eden izmed predsednikov 16 krajevnih skupnosti. Temu pa še drugo leto mi eno luknjo skopali. Upam, da boste podprli, da bomo pol naredili igrišče do konca. Skratka, to se na tak način ne gre, ampak zdaj, ker pač že je, bomo pa zakrpali, bom tudi sam dvignil roko. Hvala lepa. Hvala. Še želi kdo besedo? Veste, nihče ni luknje zvrtal. Najprej je bilo potrebno veliko truda, da se je pridobil državni denar za ureditev Koprivnice. V delu. V delu seveda je bilo treba parirati. Ampak, ko se pogovarjamo o denarju, pa takrat pa nobenega niko bi privlekel denar iz Arsota sem izrednega vzdrževanja. Pa ko je bilo treba založniku se hoditi pogovarjati, par let smo se pogovarjali o tisti zemlji. In pol prideš enkrat do tega, pa ne tega založnika, lastnika prejšnjega. Prideš do tega, vesel skleneš pogodbo, da dobiš zemljo, pol pa vsi, ja, jebemo, sunce, ni tak prav. Ok, hvala lepa. Še želi kdo razpravljati? Če ne, se pogovarjamo o amandmaju. Sprašujem predlagatelja, vztrajate na amandmaju? Vztrajate. Preidemo na glasovanje. Glasovanje o sprejemu amandmaja. Enka je za amandma, dvojka je proti predlaganem amandmaju. Kdo je za? Oziroma, glasovanje. Mi, konc je, ne? Ok, imamo rezultat. 4 so za, 15 proti. Ugotavljam, da amandma ni sprejet. In odpiram razpravo o celotnem proračunu. Zdaj smo že tako vse izčrpali. O celotnem proračunu še smo dolžni odpreti razpravo. Slišali smo, na vseh odborih je bil potrjen. Ugotavljam, da ni, lahko pripravimo za glasovanje o proračunu za leto 2017 kot celota. Enka za, dvojka proti. Imamo. Glasujemo. Več jih pa ni. Povedati moram še nekaj. Dokler mi nimamo sprejetega proračuna za leto 2017, ne moramo zaprositi za soglasje k zadolžitvi. Imamo pa odločbo, da se lahko zadolžimo za gradnjo vrtca po obrestni meri Euribor plus nič. Imamo vse, ne? 17 za, 14 proti, ugotavljam, da je 4. Kako sem rekel? 4. 17 za, 4 proti, ugotavljam, da je proračun za leto 2017 pod streho. Hvala lepa poročevalki in tudi hvala lepa za ves trud pri usklajevanju postavk, da smo proračun spravili pod streho. Smo pri tretji točki, to je predlog sklepa o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš.
stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče za leto 2017. Gre za eno avtomatizem, vsako leto usklajujemo vrednost točke. Menda se to rabi, jaz niti ne vem v redu zakaj. Zdenko Plankl, premoženjsko pravne zadeve, bo pa povedal zakaj. Hvala za besedo. Kot je že župan povedal, spet je leto naokoli in konc leta se sprejemajo ti sklepi. Prvi je sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš. Tu se dejansko upošteva tako imenovani gradbeni indeks. Mi dobivamo vsak mesec, to se pravi, kako se cene tekom leta valorizirajo in nekje od lanskega novembra pa do letošnjega novembra je nekje indeks, to se pravi gradbeni indeks, nekje se je povečal za 0,94%, kar pomeni, da bi se, to se pravi, povprečna cena stanovanjske površine povečala iz 768,82 na 776,05, vrednost stavbnega zemljišča pa se poveča iz 8,46 na 8,54. To je pripomoček za delo občinske uprave. Predvsem mi uporabljamo to pri raznih pogodbah, pri teh malih parcelcah, tu pri menjavah teh cest, pa to je to izhodišče 8,54 na osnovi tega sklepa. Hvala lepa. Najprej bom prosil predsednika Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, gospoda Petra Štefaniča, za mnenje sveta k predlaganim sklepom. Hvala lepa. Še odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor, gospod Tone Ofentavšek. Predlog sklepa o vrednosti elementov za račun te točke stanovanjskih hiš in ga sprejel, ter ga daje občinskemu svetu v sprejem. Še odbor za finance in premoženje, gospod Frim. Pa še statutarno-pravna komisija, gospod Klamfer. Sprejem predmetnega sklepa. Hvala lepa in odpiram razpravo. Ugotavljam, da razprava ni potrebna, pripravimo za glasovanje in glasujemo o predlaganem sklepu. Smo vsi glasovali? Lahko zaključimo. 20 za, nič proti. Zdaj je bilo 20 za, nič proti, gospa Poklič pa menda ni glasovala. Kako? Aha, niste spremljali, ni prijelo, zdaj pa. Lahko, če želite, lahko rečemo 21, no, če javno glasovalni stroj je rekel 20, ne moramo. Je rekel 20, ne moramo, ne. Ta točka, tretja točka zaključena. Četrta točka, podobna zgodba, predlog sklepa o določitvi izhodišče vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017. Tudi tu bo Zdenko Plankl, sodelavec za premoženjsko pravne zadeve, obrazložil gradivo. To je prav tako podobna zadeva, s tem, da se tu na mesto, tu se uporablja indeks rasti cen življenjskih potrebščin. Od lanskega, to se pravi novembra, nekje do konc letošnjega novembra je ta indeks rasti 0,6%, kar pomeni, da se točka poveča iz 0,00529 na 0,00532. Podobna zgodba kot pri prejšnji točki. In tudi podoben vrstni red, najprej Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, gospod Peter Štefanič. Podobno na prvi točki smo razpravljali, sprejeli sklep in priporočamo občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Odbor za komunalno infrastrukturo, gospod Ofentavšek. Odbor je obravnaval in sprejel sklep, da se da občinskemu svetu v sprejem. Odbor je pa sprejel za.
Hvala. Odbor za finance in premoženje, gospod Stane Frim. Tudi odbor za finance in premoženje predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za račun nadomestila uporabe stavbnega zemljišča, kot je bilo predlagano. Hvala. In še statutarno pravna komisija, gospod Klamfer. Tudi statutarna pravna komisija potrjuje in predlaga občinskemu svetu sprejem predmetnega sklepa. Hvala. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da je ni. In preidemo na glasovanje pri 4. točki. Kdo je za oziroma kdo proti? 1, 2. Evo, zaključeno glasovanje. 21 za, nič proti. Zaključujemo 4. točko in prehajamo na 5. točko. To je predlog sklepa o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v občini Slovenske Konjice za leto 2017. Podobno, Zdenko Plankl, prosim. Ja, to se pravi, ta sklep se še vedno mora vsako leto pač sprejeti. Zaradi razveljavitve zakona o davku na nepremičnine še vedno velja stara zakonodaja. To se pravi, do sprejetja tega zakona še vedno velja zakon o davkih občanov, kar pomeni, da občina sprejme vsako leto sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja. Podobna zadeva kot prej, 0,6% povišanje cene rasti življenjskih potrebščin, kar pomeni, da se indeks rasti poveča iz 1,73 na 1,74. Hvala lepa. In podoben vrstni red glede poročevalcev. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, gospod Peter Štefanič. Svet je obravnaval, potrdil, sprejel sklep in priporoča sprejetje tudi na občinskem svetu. Hvala lepa. Odbor za komunalno infrastrukturo, gospod Ofentavšek. Odbor je obravnaval in sprejel sklep, da se predlaga občinskemu svetu v sprejem točko za izračun davka. Hvala. To smo, komunalno je že. Odbor za finance in premoženje, gospod Frim. Predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlagan sklep o vrednosti točke za račun davka na premoženje. Hvala lepa. In še statutarno pravno komisijo, gospod Klamfer. Tudi statutarno pravna komisija potrjuje in predlaga občinskemu svetu sprejem predmetnega sklepa. Hvala lepa. Odpiram razpravo in jo tudi zaključujem. Preidemo na glasovanje. Evo, imamo vse. 21 za, nič proti, soglasno sprejeto. In zaključujemo tudi 5. točko, prihajamo na 6. Tukaj pa imamo 3 sklepe o ukinitvi javnega dobra. In sicer v KO Žiče, bom rekel takole, kar skrajšano KO Žiče, KO Jernej pri Ločah, oziroma 2 sta pri KO Jernej pri Ločah. Zdenko Plankl, prosim za predstavitev bistva, zakaj gre. Najprej KO Žiče. Že v lanskem letu smo tukaj na občinskem svetu, prav tako konec leta, sprejeli en sklep o ukinitvi javnega dobra, na osnovi katerega smo dejansko je občina uredila lastništvo kategorizirane ceste in uredila tudi lastništvo zemljiških stranka koristi. Vmes se je pa zgodilo, da je še ostala ena mala parcelca, ki je bila ob reki Dravinji, in zaradi pridobitve vseh potrebnih dovoljenj smo morali še izvesti meritev te male parcelce 66 kvadratov ob reki Dravinji in tudi pridobili pozitivno, to se pravi podpis na terenu od upravljavca Direkcije Republike Slovenije za ceste, kjer pa tu gre za javno dobro, je občinski svet tisti, ki mora sprejeti sklep o ukinitvi javnega dobra, da lahko potem to parcelo pač odprodamo uporabniku oziroma koristniku tega zemljišča. Drugi 2 zadevi se pa nanašata na kategorizirani cesti v krajevni skupnosti Jernej. Pri odmeri lokalne ceste Jernej-Lošečka vas in 2 javnih poti, to se pravi vrh Spodnje Laže in pod pokopališčem, se pač na terenu ugotovilo, da občina, to se pravi kategorizirana cesta poteka po zemljišču fizičnih oseb, medtem ko vmes ostajajo sporedno javno dobro, ki pač ti lastniki, ki dejansko odstopajo, ki bodo odstopili zemljišče občini, pač koristijo. In tudi prav, da se sprejme ta sklep o ukinitvi javnega dobra v 2 primerih za KO Jernej, za vse 3 navedene parcele, da potem z menjalnimi pogodbami uredimo lastništvo tako kot se naravi koristi. Hvala lepa.
Matični odbor, odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor, gospod Ofentavšek, prosim za mnenje k vsem predlaganim sklepom. Tako je, odbor je obravnaval za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor sklep za vse te parcelne številke in se strinja in jo potrjuje. Hvala lepa. In še statutarno pravna komisija, gospod Klamfer. Tudi statutarno pravna komisija potrjuje in predlaga občinskemu svetu pri sprejemu vseh 3 sklepov o ukinitvi javnega dobra. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni in predlagam glasovanje za vsak sklep mora biti posebej. Glasovanje najprej za parcelno številko 1437/5 Kao Žiče. Hvala lepa. 21 za, nič proti. In naslednji parcelna številka 734/3 Kao Jernej pri Ločah. Tudi tu 21 za, nič proti. In tretji sklep, parcelna številka 743/4 in pa skozi 7 UB Kao Jernej pri Ločah. Evo, tudi tu 21 za, nič proti. Hvala lepa poročevalcu. Mi pa prehajamo na 7. točko, to je vprašanja in pobude, pa vendar bi prej še k temu dal 2-3 obvestili. Naslednja seja bomo še videli, ali bo to 26.1. ali pa 16.2., odvisno od tega, koliko materijala se nam nabralo, ker nima smisla, da bomo za 3 točke posebno sejo, bomo mogoče malo združevali, tako podobno kot smo lani. Obakrat, v vsakem primeru bo ob 18. uri zopet v Trebniku. Povabil bi vas na zimsko pravljico, mislim, da je na mizah so ti letaki za dogodke v tem predprazničnem ali pa prazničnem času. Na mizah imate drobne pozornosti iz strani osnovne šole Loče in pa vrtca Slovenske Konjice in pa gradivu je priložen tudi program dela nadzornega odbora za naslednje leto. Zdaj pa predajam vam besedo. Kdo želi vprašanja, pobude? Gospod Štefanič. Troje bom imel. Prvič tisto odgovor na prejšnje, da je odprto za vprašanja. Če hoče nekdo vprašati, kaj, zakaj, mora nekaj vedeti, po čem bo vprašal. To je eno. Drugo, upam, da smo se nocoj nečesa naučili vsi skupaj, da nam bo prav prišlo. Rad bi poudaril, gledam, ko glasujemo in takrat, ko soglasno pokažemo voljo enako, je župan zelo zadovoljen. Naj takšno ostane naprej. Tretjič pa, četrtič je zdaj, še do točko sem poskočil, mislim, da je prav, da se na nek način kdorko zahvali učencem osnovne šole Loče za tole majhno pozornost in pa vrtcu na Snovškovi. Hvala jim, rečete. Toliko. Sej gledajo seje. Kako? Pa ravnatelj je tamle, je pa ravnatelj prinesel. Tamle je predstavnik. No, on je prinesel, teda lahko tudi prenese. On bo povedal, ja. Vlogi dostavljavca. Gospa Milena Poklič. Vprašanje na pobudo občanov Usoda Goliča. Vsi vemo, da propada, zaraščeno, razpada. Kaj lahko občina tukaj naredi? Ali ima tu kakšen vpliv? Kakšni so načrti s tem območjem občine? Ker je zdaj pa že čisto ta prava sramota. Ja, to smo že večkrat upozarjali, večkrat se pogovarjali, se trudili, tudi ponudili pomoč, da vi ste grmovje malo posekali. Vemo pa, da je to v ta celoten kompleks stavbe so v lasti podjetja Zlati Grič, kjer pa imam tak občutek, da še sami ne vejo, kaj bo z njimi, ti zaposleni. Vemo, lastnik je tujc in koliko je meni znano, bi to se radi znebili, prodali. Upam, da bo je čim prej. Še želi kdo? Gospod Hlačar. Hvala lepa. A veste,
pri nas je v ustavi zdaj po novem tudi pravica do pitne vode in to zdrave, kvalitetne. Zanima me pa, ali imamo na našem področju to vse urejeno in ali naši občani praktično lahko to ustavno pravico koristijo. Ali, če ne, ali kako bomo to naredili, pa pomagali, da pridejo do tega. Nimam nič konkretnega, vendar verjamem, da je še kaj odprtega, da se ljudje znajdejo tako, kot so se skoraj v starih časih. Moče toliko za razmisliti. Ja, hvala, zapisam. Vse v bistvu se ve, ne, javni vodovod, 4 zadruge, pa nekaj takih, ki so pač odvisni tudi od prevoza v sušnem obdobju. Ampak to je kompleksno vprašanje. Ne. Imamo tudi takšne, kjer so v bistvu izsilili iz vikendice stanovanjsko hišo, vode pa nimajo. In zdaj pa to naš problem, ne, naenkrat. V glavnem, bomo pripravili en tak kratek pregled, kakšno je pravzaprav stanje. Je pa prav, da se spomnimo včasih, da marsikdo nima pitne vode, tu se pa včasih preklamo čisto v nadstandardnih zadevah. Branko Založnik, tak je napisan, da sem komi prebral. Ja, jaz imam pa eno težavo, pa bi dal vprašanje, kako se tole skup zluži. Meni to ne rotalo, zdaj le pa ure. To darilo izloč, ne? Ja. Še? Je kolega Jože spodbudil, a je šla tista pobuda v zvezi z vodo, ki smo jo tu sprejeli, naprej šla? Prej je že šla, ker se je časovno vodilo, smo že kar prej dali potrditev, potem pa mislim, da je že bilo prej zapisano, sprejeto v državnem zboru, preden smo imeli misije občinske sveta. Namreč problematičen je tisti vsakdo. Taki vsakdo je posod veliko, zunaj naših meja. No, to. Ok. Še želi kdo besedo? Gospod Ofentavšek. Hvala, enkrat sem že jaz nekaj omenil župan, pa ne vem, je prišel kak odgovor. Ta problem je zelo velik tam v Tepanju, izhod iz avtoceste za Slovenske Konjice. Glejte, to je hudičeva zadeva, ne? Tudi do nesreč, rekel, nekako takih pride, sploh pa zdaj po zimi, to je promet neverjetno, ne? In to so kolone. Zdaj, ko Dars s tem študira, da je šel tam kaj takega naredil, gledajte, to svet napolni, to nikjer ni v svetu, kar je v Tepanju, ko so oni tam naredili. In če bi to nekdo bolj globoko zbrožil, jaz vam povem, da mora to zapreti. Ker to ni varno, to je nemogoče. Imeli smo že dogovore glede termina za sestanek z upravo Darsa, pa so nas v tem decembrsko času predstavili v leto 2017, januar 2017. Mi smo še sedeli, so nas vrgli naprej. Samo eno na Če ne bomo morali, ne vem, se zbrati ljudje tam, gledajte, pa nekaj narediti, tako ne more to biti. Samo na tole zadevo. 2 dni nazaj sem se z osebnim avtom pelal, pa sem se postavil nad med šleparje. Za menoj je bil tuji šofer šleparja in 800 metrov dol mi je plovzal skozi, kaj sem tako pobudalo, da se med tovorjake postavlja. Še lepo, ko sem prišel do izvoza, je ugotovil, da je on budalo. Mislim, nenavadna zadeva je, ne? Mislim, ni normalna, ne? Tak je. Tega ni nikjer. Prav, zapisano. Pravim pa, da počasi. Kako? Dolgo, mislim, star problem je že, ve se, nekako bi bilo treba... Glejte, to smo opozarjali takrat, ko se je ta rešitev pripravljala, pa je šlo kar mimo, ne? Tudi gradbeno. Jaz se vsaki dan vozim tam in... Ja, no, vidiš. Ja, in to res je problem, velik problem, varnostni problem. In tu bi mogoče, ali se imenuje, jaz bi predlagala, kakšna komisija, 3 člani, ali so to svetniki, ali kdorkoli, ki bi mogoče bolj sistematično pristopili, pa začeli z pobudami, da bi pač nek korak naredili. Vprašanje je na to, da se zdaj slišal, naj se grad Pogled zdaj kristaliziral med dneva, če ima občina mogoče v bližnji prihodnosti načrtovan kak projekt, ki se pa v bistvu grad Pogled tako ali drugače obnovil, revitaliziral. Ja, grad Pogled.
Tam je nekaj privatne iniciative bilo, zdaj je verjetno malo zaspala. Podobna zgodba, kot je Cerkev v Žički kartuzi, pa marsikaj Golič, denarja ni in počasi. Nekih posebnih načrtov občina kot taka nima s tem. Glede na to, da so tam bili veliki načrti, investitorji so že kar hodili sem, sam jaz nisem nobenega srečal. Je pa v upravljanju slovenskega podjetja in vzdržuje, koliko je pač tukaj, da ne propada naprej, takšna kot je situacija. Še. Če ni več vprašanj, potem zaključujem redni del seje. Imamo pa na kratko pauzo, računali smo ob 19. uri v sosednjem prostoru malo kulturnega programa, pa tisti običajni zaključek leta, tako da ne še odhajati. Vmes smo še v besedico rekli. Hvala lepa.